Podpis pogodbe je pomembna točka v celotnem projektu. Sama priprava projekta je trajala kar nekaj let, ker ta objekt umeščamo v območje starega mestnega jedra, ki je spomeniško zaščiteno. Potrebnih je bilo kar nekaj prilagoditev, da je projekt pravilno umeščen in bo skladen s podobo starega mestnega jedra, je ob podpisu pogodbe dejal župan občine Krško. Današnji podpis pogodbe pomeni, da bomo v zelo kratkem času predali gradbišče izvajalcu. Same arheološke raziskave so že bile opravljene, tako da je gradbišče čisto in pripravljeno za delo. Sredstva so na voljo, tako da dejansko pričakujemo hiter začetek gradnje. Vrednost pogodbe za izgradnjo prizidka znaša 4,4 milijona evrov. Občina bo sredstva zagotovila iz proračuna, 380 tisoč evrov so uspeli počrpati iz ekosklada. Z naložbo bodo v Krškem pridobili dodatnih 1600 kvadratnih metrov neto tlorisne površine prizidka. Konec gradnje prve faze, to je izgradnje prizidka, naj bi bil v letu 2022, potem pa nadaljujemo naprej z prenovo samostanskega objekta, ki bo predstavljal tudi del knjižnice, in ta del v velikosti približno 1200 kvadratnih metrov pa naj bi bil končan do leta 2023. Za Valvazorjevo knjižnico in mislim, da tudi za vse občane Krškega in tudi širše je danes, se mi zdi, kar en malce zgodovinski dan, kajti zgodba o knjižnici traja že kar krepko čez 20 let in v bistvu tale podpis pogodbe, sploh v teh časih, se mi zdi, da pomeni nekaj res lepega in v bistvu zaključek in hkrati začetek ene čudovite zgodbe, ki se je pisala in se bo še sedaj pisala. Direktorica je prepričana, da načrti upoštevajo vse potrebe sodobne knjižnice. In bodo tam prostori razporejeni tako funkcionalno, da bi lahko mi, zaposleni in predvsem uporabniki naše knjižnice prihajali v njo, bili v njej zadovoljni, jo uporabljali. In kar je v bistvu sedaj rak rana osrednje knjižnice, da bi poleg izposoje se v knjižnici tudi zadrževali, v njej se družili, razvijali nove ideje, kajti knjižnica kot enakovreden partner v vseživljenjskem učenju, kar nam zakonodaja zelo veleva, da moramo početi, lahko počne marsikaj in sodobna knjižnica, kakršna bo zagotovo prizidek in samostan, ko bo obnovljen, se mi zdi, da bo prispevala k temu, da bodo uporabniki prišli radi tudi v Staro Krško, kar pa je dolgoletna želja tudi občinske uprave. Lobnikar Paunovičeva ob tem še dodaja, da gradnja prizidka ne bo ovirala dela v knjižnici. Delovanje knjižnice bo potekalo nemotno, dokler se bo gradnja prizidka izvajala. Ko se bo pa obnavljal samostan, bomo pa gradili to pot naprej. V knjižnici imajo sedaj nekaj več kot 150 tisoč enot knjižničnega gradiva. V lanskem letu so ga nekaj namenili za posavsko potujočo knjižnico, ki bo začela z delom v mesecu septembru.